Koliko let ste čakali na prenovo šole? Ja, 12 let trdega dela je bilo potrebno. Pred dobrimi 12 leti, takrat z županom Samom Bevkom, prvič bila na ministrstvu za šolstvo in od takrat dalje vedno bolj intenzivno, vsako leto bolj intenzivno in zahtevala, prosila, no, v glavnem 12 let trdega dela za to, da je potem v letu 6 iz proračunskih sredstev prišel prvi evro in se je investicija zaključila z 31.12.2007. Koliko časa je pa sama prenova trajala? Sama gradbena dela so trajala dobro leto pa pol, nekaj manj kot 2 leti. Dela so začela koncem junija, v začetku julija leta 2006. V stavbo smo se preselili v začetku marca tega leta. Kaj pa predstavljalo največji problem pri sami obnovi, oziroma ali je potekalo vse čist? Ne, pri takšnem zalogaju, kot so bila ta dela, skoraj nemogoče, da bi potekalo idealno. Kar nekaj problemov je bilo. Če rečem samo najprej pri poslopju telovadnice, ki je novogradnja, je bilo treba izkopati globoko jamo, ki je na enem mestu visoka več kot 15 metrov, tako da samo kot ilustracija za odkop telovadnice je odpeljalo ta material več kot 5000 kamionov. Samo za ta material. Grozila je možnost, da se nam hiše, ki so samo čez cesto nad to telovadnico, da se začnejo premikati. Celo poletje so ropotali stroji tresenje, tako da je na hiše že blage razpoke začela dobiti. In samo sreča nas je rešila, da je teren bil na tistem mestu skalnat, tako da ni bilo možno posedanja. Kajti na levo stran, kjer je nižje, je teren bistveno drugačni in ne bi vzdržal takšne višine. Mi smo si želeli opremo najsodobnejše. Projekti so bili narejeni v letu 2003-2004 in do začetka same gradnje so se v bistvu ta tehnologija močno spreminja in smo med samim posegom, seveda v dogovoru s prošnjami ministrstva dosegli, da se je recimo, samo kot primer, od prvih 5-6 projektorjev, ki bi naj bili v učilnicah dosegli, da je v vsaki učilnici projektor, da so v učilnicah interaktivne table, da je v stavbi brezžični internet, kar takrat, ko je bila projekt delan o brezžičnem internetu, se niti sanjalo, niti tehnikom, ki so delali projekte. Tako da to je bilo vse v času prenove, kar nam je včasih povzročalo težave z koordinacijo, večjimi izvajalci, projektant, kar nekaj težav, ki smo jih pač uspešno in predvsem v roku rešili. Ponosen sem na to, da smo uspeli združiti, bi rekel tudi arhitektonsko, spomeniško zaščiten del stavbe, ga ohraniti, olepšati. Recimo ta centralni del je takšen, kot je, fantastična fasada, imenitna nova športna večnamenska dvorana in najsodobnejša tehnologija.